Tokratni Adventure Kick nas bo popeljal visoko pod oblake. Kot vidite, smo se tokrat poslužili vozil prihodnosti, ki bodo morda nekoč zamenjali osebne avtomobile. Pilotirali bomo namreč girokopterje. Zbrali smo se na celjskem letališču. Ruta planirana je po spodnji Savinjski dolini. Mislim, da sta dva že šla tlele proti Starem gradu nad Celjem, pa malo po hribih, po robu doline, nekje po moje mogoče do Mozirja, do Dobrovl, pa nazaj počasi. Tik pred zletom, kako se počuti? Ja, še kar dobro zaenkrat. Si se že kaj naučila, kaj moraš vedeti? Ja, za tole ročko, za levo pa desno, da jo premikam, ko bom lahko. Torej, boš pilotirala? Malo bom provala, ja. To spada med ultralahka plovila, da jih poganja zračni tok, da imajo zadaj propeler, na vrhu rotor. Začetki segajo na začetek stoletja prejšnjega, torej v Španiji se je zadeva začela, ko je Juan de la Sierva za špansko vojsko prvič letel s prototipom tipa giroplan. Takrat je seveda navdušil gledalce, ker je bila zadeva nekaj povsem novega. Zadeva se je tekom druge svetovne vojne sploh zelo razširila, ko so jo uporabljali od Angležev, Japoncev, tudi Nemci iz podmornic. Nepozabna izkušnja. Hitro se je končalo. Na začetku se malo ustrašiš, prvič piloti, ker nisi siguren, ko bo šlo. Pa potem, ko se enkrat v zrak, je odlično. Koliko ste šla hitro? Ja, jaz sem videl največ na stevci 160. Doživeti je fenomenalno, no. Bila mi je izpolnjena velika želja, no. Kako je v zraku? Prosti kot ptič, no. Take cvrti se lahko skrije v primerjavi s tem. Gospod Ata, kako ste se počutili, ko je bil vaš sin v zraku? Ja, vesel sem, da se je odločil za to, no? Ker je malo po mojih stopinjah. Jaz sem jadralni pilot. In kako ocenjujete tale girokopter kot jadralni pilot? Ja, zdaj, ko sem poslušal te inštruktorje, vidim, da je bolj sigurno kot jadralno, ne? Da je res praktično ne more pes dol, ne? Specifika že oddaleč, ko pogledamo, marsikater laik, nepoznavalec zamenja za mini helikopterček. Seveda ni to mini helikopterček, je čist specifičen zrakoplov. Kot vidite, glavna značilnost je ta zgornji rotor. To je dvokraki rotor z fiksnim upadnim kotom, torej ni spremenljiv tako kot pri helikopterjih. Noter je ena paleta letalskih instrumentov, ki so klasični za vsako letalo. Je dvosedežnik, tandemski dvosedežnik. Klasična krmilna palica, s katero upravljamo upadni kot rotorja in pa nagib po podolžni osi, se pravi levo-desno.
Spodaj na nogah so pedali za smer, torej smernim krmilom upravljamo smer, tako kot pri vseh letalih. Naši piloti pravijo, da lahko z girokopterjem v zraku ostanete tudi do 4 ure. To pomeni, da se lahko z njim podate tudi na morje ali pa morda v Posočje, kamor se mi odpravljamo že naslednji mesec, in sicer iz zraka naravnost v vodo.